Ok, lepi ljudje, živijo. Moje ime je David, 31 Novo mesto, po poklicu sem kuhar, drugače pa sem zaposlen v strežbi, natakar. Ljubim umetnost, sem slikar, igram kitaro, sem se tudi preizkusil v igralstvu, igram v 4 video spotih, drugače pa sem vegan od 2013. Do vegetarijanstva je bilo tako, da sem star bil 19 let in je v bistvu vzgib prišel do tega, da sem postajal bolj odgovoren. In sicer jaz sem začel gledati na stvari tako, da v tem primeru na živali, jaz sem se vprašal, bi jaz lahko ubil prašiča? In meni bil odgovor ne. In potem sem jaz mogel prevzeti to odgovornost, se pravi, jaz več tega ne bom jedel. Ne? In tako sem potem začel spraševati, da sem to včes vse živali, bi lahko krava, bi lahko tisto. In sem prišel do ribo, sem si rekel, kaj pa je ribo? Ribo ven potegneš, pa umre, pa to je to. Ne? Tako da sem neki čas jedel samo ribe, potem sem pa tudi do tega prišel, da ni to res v meni, da jaz ne bi bil sposoben, da iz tega ne bi mogel narediti. Gledati to trpljenje in pa to pojesti. Tako je v bistvu sem potem postal vegetarijanec. No in potem pol leta kasneje, ko sem ratal vegetarijanec, sem pa v bistvu na televiziji videl nek intervju, ki je en guru, neki govoril, nek Indijec, v smislu, da so jajca bad energy, bad vibes, in sem mislil, ok, zakaj pa jaz pa to sploh jedel? Sploh nisem imel v glavi nobene informacije, oziroma nisem vedel nobene informacije glede tega, kaj gre živali čez. Meni bilo samo, energijsko iz tega več ne bom jedel. In tako sem nehal jajca jesti. No, pol kasneje, za veganstvo je bilo pa tako, da moja punca Indira je imela želodčne težave, take neke manjše, nič posebnega, pač prebavne težave, in je rekla, da ima občutek, da je krivo mleko in mlečni izdelki. In je rekla, da bo probala en mesec brez tega. Ni rekla kot veganstvo, zato sploh nisva dobro vedela, kaj to je, ampak je bo izločila to kot mleko, mlečni izdelki. In sem si rekel, wow, super, te podpiram, bom šel s tabo, vzemem izziv, grem še jaz. Ne? No in pol kasneje sem jaz, kakšen teden kasneje, sem jaz v čajarni, kjer delam, imamo tam revije te osvoboditev živali. In sem jaz pol takrat se usedel, da sem, zdaj bom pa malo prelistal, to revijo. In sem takrat naletel na članek o tej mlečni industriji. In zdaj, če na kratko naredim povzetek, je pisalo v smislu, kako se krave posiljujejo, umetno pljujejo, potem kako vzemajo mladiča, ga ubijajo, njej vzemajo to mleko, ker je bilo mišljeno za mladiča, in potem se ta ciklus ponavlja vse, dokler ona ne omaga, in potem še njo ubijajo. In jaz pri 24 letih prvič slišim to informacijo. Jaz nisem mogel verjeti, da sem tukaj star in da sploh nisem vedel. Jaz sem mislil, da krava kar daje mleko. Kot nek otrok, krava daje mleko. Ne? In sem sploh prišel domov in sem Indiri povedal to informacijo, sem rekel, ne en mesec, jaz ne bom nikoli več tega. Ona pa je tako jasno. Tako da pa sva tako v bistvu postala vegana. Jaz nisem nikoli v živo videl zakol živali, nobeno mučenje, niti nisem nikoli videl na posnetku. Spravi, jaz iz tega sploh ne morem, jaz ko vidim nek posnetek, jaz tudi delim pol na Facebooku, ampak jaz čim vidim, da je trpljenje, da je tisto, jaz vse pogledam ob stran in ne morem sploh to, kot da se mi bo, ne vem, ali zmršalo, ali odtrgalo nekaj srca, ne vem, v glavnem jaz tisto pol delim in pol ljudje pač spod komentirajo, pa vidijo to, kaj se dogaja v bistvu v klavnicah. Jaz pa imam v glavi, jaz tega ne rabim videti. Kot da bom jaz razumel žensko, kjer je bila posiljena, jaz ne rabim njo gledati, ko je bila posiljena. Ne? Da jaz vem njeno trpljenje in jaz, jaz nočem, jaz te razumem, jaz ni šans, da bi, ne vem, če me da razumem. Jaz se pravi, pri 19 sem nehal jesti meso, pol leta kasneje še jajca, pa pri 24 je bilo pa še to, izločiti še mleko, mlečni izdelki, pa med. In v bistvu prehod je bil tako, da ni bilo, jaz sem imela z Indiro, z mojo punco, je bilo to takrat, da sva se v bistvu poslovila od serov. Jaz sem mislila, da ne bom nikoli več okušala tega okusa. Ne? In se pravi, s to idejo, pa sva zmogla da čez. Kaj šele dan danes, kaj imaš tukaj teh enih verzij? Tist ser, dimljen, ali veganski seri, kaj ne boš pol danes šel veliko lažje čez. Zdaj zame takrat pač je bilo težje,
ampak ni bilo nič vprašanje, zdaj ali bom ali ne bom zmogel. Meni bo sem tako, ok, pač je nov teritorij, treba ga raziskati in to je to. Tako odločno sem šel v to. Zdaj, jaz sem pri sebi počutil, da fizično ni bilo nobenega tazga buma. Je bilo pa psihično. Je bilo pač, ker sem jaz produbil s tem, ko sem šel na vegansko hrano, je bil ta mir, da nisem jaz več del tega problema, da zaradi mene ne koljejo živali, ne ubijajo, da jaz ne podpiram tega, ta mir. Tu, na drugi strani, je pa ta moč. Se pravi, zdaj, če bi to povedal, kako če to povedati? Tako da, naprimer, na eni strani imaš to ustaljeno mišljenje, ala rabe živali, živalske proizvode za določene vitamine, mineralov. Na drugi strani imaš pa to nov pogled v to, kaj grejo živali čez, da ti dobiš te stvari, kjer mi rabimo. Jaz takrat nisem vedel, da mi lahko v rastlinskem svetu dobimo vse, kar rabimo. In vseeno je bilo tudi tako močno to trpljenje, ker sem vedel, kaj gre čez, da sem šel v to temo. In da sem šel v to, je bila potrebna moč. In zdaj to moč uporabljam zdaj povsod. Zdaj to imam. Ne vem, ko bi rekel, dobil sem mir in moč. To je bilo pač, imela z punco sva šla skupaj to, se pravi, je bilo itak easy. Zdaj je otrok, je bil takrat star 5 let. Je imel eno vprašanje, ok, zakaj več ne kupujemo tega, zakaj več ne Kinder jajčka? On je imel neko vprašanje. Kar se tiče po moje mami, brata pa sestre, je bilo pa tako, da v bistvu jaz s njim nisem prišel, jaz pa zdaj več tega ne jem. Ampak jaz sem normalno naprej živel, mislim, itak nismo imeli tek družni ali kosile, večere pa to. In se v bistvu sploh ne spomnim njihovega odziva. Kakšen je bil odziv, zdaj, mene sploh ni zanimal njihov odziv. Ker je bilo meni to tako močno, meni je bilo jasno, da sem jaz na pravi poti in kam je briga, kaj bo nekdo neki zdaj rekel, boš pa tisto, boš beludno, pa ne vem kaj, meni tako, ne. In v bistvu se sploh ne spomnim odziva od družine. Kar se tiče prijateljev, sem me pa malo zbadala, sem pa, kaj pa ti zdaj, en mi je rekel, ker sem jaz krvodajalec, mi je rekel, ti ne boš nikoli daroval kri, in zdaj 12 let kasneje še vedno darujem kri. Iskrene odgovore. Nisva nič olepševala, smo mu pač povedala, tu pa tu se dogaja. In pa bilo njemu, itak, zakaj? Seveda jasno pa ne bomo tega kupovali. Mislim, oni ima še vedno želje po sladkarijah, zdaj smo pa kupovali veganske sladkarije. No in potem je njemu tudi tako blizu ratalo, da je on prišel do nami in rekel, jaz bi tudi rad bil vegan. Jaz bi tudi pri 6 letih pol. Da bi on tudi ne bi rad bil del tega. On ima rad živali, itak jasno. In smo medva itak, wow, zakaj medva ga nisva silila, ti moraš zdaj to, ti moraš tisto. Medva mu nisva pripravljala, ne vegansko hrano, doma smo vegansko jedli, ampak on je pa še vedno drugot jedel, kar je hotel. In on je pol se odločil, da bi rad bil vegan in zato, ker bi pritisk od okolja tako močan, da je on po enem mesecu je pač to idejo opustil in ni več. In zdaj mislim, da se on načrtno noče priznati kaj se vse dogaja, zato da gre lahko čez, da lahko v tej družbi on normalno gre čez, zato je to tak velik pritisk, zdaj, če on ne bi v šoli tega jedel, pa kaj bi kolegi rekli, pa kaj bi tisto, mislim, to je, s otrokom se jaz predstavljam, da je to grozno. Jaz, če sebe spomnim, mislim, ni šans, da bi šel čez to čez, in verjamem, da ta pritisk čutijo vsi, še posebej otroci, ampak odrasli prav tako, seveda, oni so isto del družbe, oni isto hočejo biti del plemena, in če nisi del, če malo izstopaš, si pot kot outcast, ko bi rekel, in zdaj, če ne bo tega pritiska, bi bilo več veganov. Zdaj bom jaz povedal, na kakšen način sem jaz aktiven, pa vi precenite zdaj, ali je to aktivizem ali ne. Zdaj jaz redno na Facebooku delim razne posnetke. Zdaj, a so to posnetki, ki prikazujejo, kaj gre živali čez, kakšno trpljenje,
mučenje. Zdaj, ali so to posnetki zdravstvene narave, koliko je to boljše za naše telo. Zdaj, ni rabijo samo informacijo, da lahko si normalno zdrav, ne? Ampak zdaj tukaj še več, kot kako si lahko bolj zdrav, če greš na vegansko hrano. A pa posnetke, naprimer, kaj to pomeni za naravo, kaj pomeni za morja. Mislim, znanstveniki govorijo, da do leta 2045 ne bi bilo sploh več rib. Ne? Sprav, pa to izsekavanje prav gozdov, te požari, sprav, take posnetke delim redno na Facebooku. Pol pa še, če ima pa do kakšno več vprašanj, naprimer prijatelji so me ful enih vprašanj, kaj pa pol ješ, ok, mene to zanima, kaj pa pol ješ, ne? In zaradi teh vprašanj, da se nisem vedno znova ponavljal, sem jaz naredil YouTube kanal. In zdaj jaz tam prav pokažem, kaj jaz jem, zakaj kuham. Pač normalno si skuham, pogledam kam v hladilniku, ni nobene specialitete, pač normalno pogledam, imam tu, pa tu, pa tu, imam tisto začimbo, ono, in pač skuham za jesti. In tako imam zdaj enih 130 posnetkov, od tega je vsaj 100 posnetkov ala receptov. Moje sporočilo bi bilo to, da v bistvu je ful simple. Jaz vas nagovarjam, naprošam, da probajte v vsakem dnevu delati dobro, pozitivno, razmišljati lepo, širiti ljubezen. In jaz mislim, da lahko to v največji meri dosežete tako, da ste najprej iskreni do sebe, do svojih občutkov, do svojih čustev in potem, da 100% vzamete odgovornost za vsa svoja dejanja. In kle je potem to osebna rast. In kle si potem ti lepši in boljši. In ki si lepši, boljši ti, je tudi lepši, boljši svet. In katera mis si tega ne želi? Tako da, punce ima, da ste vse veganke. In ta pritisk, družbeni pritisk, če si ti malo drugačen, še posebej, če si vegan, je to ogromen, ne? Zdaj, pritisk čutijo otroci in odrasli, ni važno, zato ker ti hočeš biti del družbe, ti hočeš biti del tega, ne? In zdaj, če ne bi bilo tega pritiska, bi bilo ful več veganov, ne? Ampak, dajmo se vprašati, ne? Ali je ta pritisk res nad tem, oziroma bolj pomemben, oziroma, kako bi sploh rekel, na eni strani imaš to trpljenje živali, kaj gre vse češ, na drugi strani imaš pa ta pritisk. Okay? Mislim, kaj ti bo pretehtalo? Ta pritisk? Mnenje drugih? A to trpljenje, neskončno trpljenje, grozota?